Spet z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Drage gledalke, dragi gledalci, tokrat z nami ena in edina, Hana Leon, ki nam bo povedala, kako sem jaz skozi svoje življenje že kot otrok obvladala razpolagati z energijem, da sem pridobila to svojo osebno moč, da lahko pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni, kako sem razvila svojo jasnovidnost, jasnočutnost in jasnoslišnost in to je to. Jaz verjamem, da ta oddaja naredi v vašem življenju velik premik. Se vidimo v oddaji Moj odnos do zdravja na Ljubljana TV. Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. V goste sem povabila Hano Leon, ki sem jo začutila zelo globoko, sva zelo povezani na več nivojih in sem se zato odločila, da svoje bisere preda tudi vam. Je terapevtka in svetovalka naravnega zdravljenja in res posebna ženska. Tako da dobrodošla v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala. Pozdravljena. In pozdravljena, Hana. Vabim te, da še ti kaj poveš o svojem življenju, to, kaj počneš. Kje se je pravzaprav vse začelo? Meni si razlagala, da se je že pri otroštvu, pa tako, da malo te spoznajo tudi naši gledalci. Ja, pri meni se je začelo tako. Tisti trenutek, ko sem ugotovila, da nisem kriva za bolečine, ki so mi bile povzročene s strani očeta in matere. In ko sem se odločila, začutila sem, da bom začela skrbeti za sebe in se dajati ljubezen. Se je pa začelo v zgodnjem otroštvu. Jaz sem bila stara punčka 5 let, sem rada po noč ušla iz hiše in sem šla v gmajno. Sem splezala na visoka drevesa in sem spala na drevesih, na vejah, kadar je bil dež. Sem spala na opazovalnicah in sem se pogovarjala z drevesi, z naravo, z zvezdami. In takrat se je začel tisti zametek moje notranje moči. Ti si šepetalka živalim, rastlinam, pogovarjaš se z bitji. Zdaj si rekla, da si to pri 5 letih začela že razvijati, da si začutila. Kako je tvoja okolica to sprejela? Saj niso vedeli. Oni niso vedeli. Jaz sem bila otrok, ki sem imela zelo težko otroštvo. Resnično težko otroštvo. Bila sem tudi lačna, toliko, da sem od lakota okoli padala. Oče me je pretepal, maltretiral. In skozi to sem jaz, da sem imela ta notranji mir, se pravi ta mir, kot ga otrok rab, vsaj po noč, da nisem bila skozi na preži, kdaj bo kaj priletelo, kdaj me bo spet napadel, in sem šla pač skozi to v gmajno, tam sem se varno počutila. In seveda, vse tisto, kar bi rada vprašala očeta ali pa mater, sem govorila drevesem, ali pa, bom rekla, naravi, vesolju, pa samo čutila sem. Bila so vprašanja, ki sem jih, ali pa sem iz sebe ven dajala in sem samo čutila. Zelo zanimivo, recimo jaz se tudi enega izmed mojih prvih spominov je bilo to, sem ležala v košari kot dojenček, 3 mesece star dojenček
in okoli mene so bila bitja, s katerimi sem se pogovarjala. To je tak res prijeten občutek, ko potem veš, da nisi sam. Tudi meni se je zgodilo pri 5 letih. Bila je polna luna, ne bi mogla vedeti, kjer dan je. V glavnem, jaz sem se zbudila in sem šla v kuhinjo, to je bil zimski čas, in ko sem skozi okno pogledala, je bilo polno palčkov od zunaj. Polno palčkov, ki so bili iz snega narejeni tako lepe figurice, ki bi jih res en umetnik sklesal. In potem gledam na Marabelo in gor na Banabeli je bil Romeo, spod pa kontra, Julija zgoraj, Romeo spodaj in ta prizor. Nekdo je to po noč naredil res te figure lepe. Potem sem letela v sobo in vpila, ti palčki so odzunaj. In on je rekel, daj, pejt spat, pa gmah daj. In sem se potem nazaj ulegla v poslo. In ko sem se ulegla, nisem mogla spati, mislila sem na to in se mi odpre strop. In v polni luni sem zagledala obraz človeka, ki sem ga poj čez 20 let resnično fizično srečala in sem rekla, to je pa on. Se pravi, ta povezava. Bilo je, bom rekla, dosti takih povezav, ampak ta je bila tista iz zgodnjih let, drugače pa tudi kot punčka, 4 leta stara, sem se začela zavedati svojih misli in da sem začela res dojemati, da sem jaz tista, ki razmišlja, kaj razmišlja, kako čutim. In vse to. To je en prav poseben dar. Prej si omenila čisto na začetku, da se je vse začelo spreminjati, ko si spoznala, da ti nisi kriva za bolečine, ki jih drugi povzročajo. Kako ti je to uspelo do te ugotovitve prideti? Ti je tudi ta glas mogoče povedal, kaj se je zgodilo v tvojem življenju? Znala sem opazovati že kot otrok. Recimo, oče je delal eno, govoril drugo in sem videla, da ne dela prav. In jaz sem si potem rekla tako, nikoli ne bom tako kot on. Vedno sem pazila, da sem bila Bogu po godu. Da še to povem, moja mama, preden je zbolela, ona je 14 dni po mojem rojstvu zbolela in so mene potem dali v klošter, psihiatrična mama zbolela, mene so dali v klošter, v Švici sem rojena, in preden me je rodila, je ona Sveto pismo brala. Ona je brala Sveto pismo in jaz vem, da imam skozi to, ko mati bere, na tem informacijskem delu, bom rekla, to globoko povezavo s tem, da nimam nobenih težav, ne samo verjeti, jaz zaupam. Jaz zaupam. In to milost, da resnično se mi je odprl ta svet drugih dimenzij. Jaz sem imela veliko tudi teh mističnih videnj. Resnično, ali teh paranormalnih, bom rekla, doživeti, resnično na ordo paranormalnih stvari, ko se iz nič manifestira pred tvojimi očmi in zgleda kot iz mesa in iz krvi, pa gre skozi steno ven. Tudi sile, energije so me fizično dvignile in zabrsale. Ko se je zgodil sred belega dne, se je zgodil, da je skozi vhodna vrata prišla ena stara ženička in jaz jo gledam pri koritu za roke umivati, sem bila v kuhinji, gledam, ona gleda mene, se gledava, napisal mi pride, joj, ko me bo fotar spet nabunkal, kva spuščam ljudi noter. In gre skozi kuhinjo in skozi steno ven. In takrat, tisti moment, me je dvignilo luft in me je zabrsal v korit, stopam dol in takoj letim ven do stare mame, vprašati, mama, povej mi, a je tukaj noter živela kakšna taka ženička, tako pa tako izgleda. In je rekla, ja, res je, tukaj so živeli, ker so imeli čevljarno, in sem jaz v bistvu videla to ženičko, ki je pač tukaj bivala. Kako, da mi je na misel prišlo, da sem že sama samo šla po potrditev, pa nikoli strah. Mene ni strah ničesar nikoli bilo, ker če si ti pretepen otrok, maltretiran otrok, je dovolj, da te samo tisti, ki bi te mogel najbolj zaščititi, klofa, veš, da
če te oče in mati zapustita, to je bila tudi moja misel, te Bog k sebi privije. Tako sem jaz, recimo, ker sem bila na vejah, pa sem spala kot tiger stegnen in sem tako se zavedala vsega in sem rekla takole, oče in mati sta me zapustila, ampak Boga mi k sebi privije. In to so bile potem tisti močni občutki taki, da sem zmeraj vedela, da moram delovati tako, da bom Bogu po godu, ne glede. In sem začela se pogovarjati s svojim duhom in moj duh me je vodil, ker duh je brezmejen, on je enkrat to, enkrat je to in sem se potem s pomočjo njega tudi pomagala pač razvijati. Odlično, se pravi, so ti vse te sile okoli tebe pomagale, da si ti stopila na pot svoje notranje moči. Ja, tle se je začel tisti zametek že s tem bežanjem od očeta in potem se to zgodi, da ti potem to še bolj začutiš, še bolj ponotranjiš in se zaveš tega, da si v stiku z nekim globjim delom sebe. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva najin pogovor. Tvoje otroštvo si rekla, da je bilo zahtevno. In da si uspela priti do tega zavedanja, da nisi ti odgovorna za tisto, kar so tvoji starši naredili. In da je tvoja edina naloga, da ostaneš povezana s svojim izvorom, s svojim centrom, s svojim duhom in da slediš temu, kar stvarnik, Bog, da deluješ v najvišje dobro. Pri katerih letih se je to zgodilo? Ja, to je bilo pri 9 letih že, da sem jaz res začela se zelo povezovati s svojim duhom, in moj duh je mene vodil, da sem jaz lahko premagala te svoje osebne, kako se zdaj to reče, težave, te borbe, ki sem jih imela. Katere si pa imela? Daj malo razloži, kaj so bile tiste, ker da si pretepen od svojih staršev, je zahtevno. Čutiš jezo, čutiš strah, potem tisto izgubljenost, potem razne strahovi in tista osamljenost globoka, ki sem v bistvu čisti samorastnik. In potem sem začela čutiti, da sem vredna ljubezni, da sem vredna, da življenje ne kaznuje mene, ampak da so to moje lekcije. In ker sem jaz to dojela, da so to moje lekcije, sem se v duhu predstavljala, kot da sem šavlinski učenec, moj duh pa moj učitelj. In v zameno za vse te moje osebne zmage me duh nagradi, da me poveže z višjim jazom. In ta višji jaz je mene naučil, da se moram pač ozdraviti in prepoznati, da odstranim delovanje z egom, potem, da ni strahu, da ne vplivajo na mene pričakovanja drugih, potem, da pač razne te negativnosti, ki jih ljudje danes, bom rekla, morajo skozi terapevte pač odstranjevati, sem jaz to s pomočjo tega višjega jaza že dosegla. In ker sem jaz to dosegla in sem se tega zavedala, jaz sem se zavedala vseh misli in vseh teh energij, me je ta višji jaz nagradil z avtentičnim jazom. In je ta avtentični jaz, je pa tisto moje surovo bistvo, ker ni nobenih mask, ker sem to, kar sem. Govorim tisto, kar mislim tisto, kar rečem in to je to. In seveda potem sem začela tudi trenirati
A ne, jaz sem trenirala, da sem jačala svoj telo. Bodybuilding, sem bila tudi prvakinja v bodybuildingu mnogo let nazaj in bodilne veščine, se pravi od taekwondoja, ninjitsuja, tai chi, taekwondo, da sem jačala svojega duha. Pa ne duha, tudi telo, sej konc koncev telo mora biti močen. Jaz gledam te različne ljudi, da je telo dovolj močen, da to močno energijo lahko skozi telo spustiš. Ja, seveda, to sem pač trenirala z bodybuildingom sem naredila, ampak bodybuilding, dvigovanje uteži in to je bilo res za telo. Jaz sem to ločila. To je za telo, to je pa vse za duha. In tle pa je ta čoječnost, pa mirnost, pa bom rekla neopaznost, skratka to umirjenost, ta umirjenost. No, in seveda jaz vidim, razlagala si mi tudi od svojega brata, očitno imata zelo veliko podobnosti, ker on je tudi zelo povezan z duhom, ampak verjetno, glede na to, da je imel težave v preteklosti in si mu ti pomagala, da je bolj pretočen za svojega duha postal. Bi kaj podelila v zvezi s to zgodbo? Ja, da povem, pač moj brat se je s 7 meseci rodil. Ko je bil majhen dojenček, majhna štručka, če se je pokakal ali pa polulal v pleničke, ga je fotor dal čez kolen in ga je pretepal. To sem se jaz zelo dobro zapomnila, in zdaj, bom rekla, že več kot 20 let skrbim za njega, on je hudo zbolel psihiatrično, on je imel močne glasove, močne privide celo in tudi osebnosti so se mu menjale, jaz nisem vedela, katera osebnost me čaka zdaj, katera, in so mi prav prišla, bom rekla, te bodilne veščine, da sem bila lahko v miru, pa če je bilo treba ga zagrabiti, umiriti, da sem lahko, sfolgala to vse skupaj. In ja, sva zelo povezana, sva v simbiozi in sva premagala, bom rekla, zdaj 3 leta nazaj sploh z dobro prehrano, tudi, da sva umila te glasove, da sva osebnosti so se zdaj kar naenkrat poslovile, jih sploh ni, in tudi začel je z mano hoditi ven, trenirati, bolj se je prizemljil, ko on ni bil prizemljen, on je bil skozi v luftu. In to je bilo težko njega ven spraviti. Tudi če si ga vprašal, ni razumel vprašanj, zdaj je to veliko drugače. In sva res delujeva zelo dobro. Odlično, jaz sem imela recimo en primer ene mladenke, bila je takrat stara 21 let, je imela tudi skozi ene glasove, pa so jo hoteli dati v psihiatrično bolnico. Pa sem rekla mami, to je dar, da ima sposobnost slišati. Samo treba je naučiti osebo, kako upravljati s tem, kar slišiš. Tako, kot si ti rekla, slišiš svoje vodnike. To je dar. In te vodniki potem usmerjajo, kaj narediti. In očitno imata z bratom to kar tako zelo podobno. Oba res enormne darove. Ja, zdaj, če tako gledam, jaz recimo Tonija, ko sva sama, gledam vedno tako. Zelo nerada govorim, da je kakršenkoli bolnik, ker ni. In ja, jaz ga začutim, jaz ga vidim in bom rekla, avtomatsko se povežem z njim tako, da tisto, kar se njemu pač poraja, jaz to vzamem in imenujem potem čistko lepo normalno, kot da se nič kaj preveč pretiranega ne dogaja, da se potem on pomiri, in da potem spet gre lahko pač nazaj v tisto normalno stanje. Ja, to je zelo velik korak, recimo vem za veliko teh psihiatričnih bolnikov, ki pravzaprav so samo ljudje, ki imajo velike sposobnosti.
psihične sposobnosti. In ti znaš te stvari usmerjati, človeku pomagati na ta način, zato da se pomiri in prizemlji. Ja, da se še malo pohvalim. Toni recimo imel tudi to sposobnost, da je z eno nogo pisal ime, z drugo nogo priimek, s tole je risal nekaj drugega, s to nekaj tretjega, istočasno. To jaz recimo še danes ne morem razumeti, a ne, pa oba dva imava rada vesolje, a ne. Ker vesolje, a ne, ko midva pač debatirava o vesolju, avtomatsko mene potegne v mikrobiologijo. A ne, jaz v svojem življenju nikoli nisem bila fizično bolana, da bi imela kakšno bolezen, nikoli. Zaradi tega, ker če imaš ti čiste misli, tako je. Da imaš te lepe kvalitete in da v življenju gledaš na tak način, da ne sodiš, da se ne spotikaš, to je toliko prešparanega vsega, da tudi ljudje misliti ne morejo, koliko je to prešparanega. Ja, in ti ob takih izkušnjah, kot si jih imela, dejansko si postala mojstrica življenja. Ja, res sem, res sem. Ker človek ostane zdrav, ko je povezan s svojim centrom in zemljo. In istočasno s svojim nebeškim izvorom. Tako je, ja. Hvala Bogu, a ne, to se tudi sama pri sebi pohecam, da imam zdravo kmečko pamet, a ne, da me ne vrže. To je vse, kar je treba. Ja, a ne, da me ne vrže, bom rekla, v neke iluzije. Tudi takrat, recimo, ko jaz sem hodila, en večer je bilo, ko sem hodila po Gmajen in kar naenkrat iz ljubega miru se pokaže ena velika graščina, ki je tam okoli prih ni bilo. Sem rekla, kaj pa je zdaj to? Zagledam to graščino, pogledam dol, gor, še zmeraj. Dol, gor, še zmeraj. Sem rekla, kaj pa je to? A je kaj narobe? Ne, nič ni narobe. Še zmeraj vidim, sem rekla, tole pa ne vem. In pogledam dol, potem je pa izginilo. In potem, ko sem dan hodila, sem se spraševala, sem rekla, ti, kaj pa to? Ni mi bilo jasno. Ampak dolg časa potem, ko sem se spet vrnila na to pot, je nekdo postavil Marijino znamenje, tam to pomeni, da je nekdo tam tudi mogel nekaj doživeti. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom, medtem pa prevzemite svoje darilo, ki sem ga za vas pripravila na www.bisernica.si/darilo. Nekaj prav posebenega. Draga Hana, tvoje življenje je pestro. Kako poteka tvoj dan, da ohranjaš vse te darove, da vzdržuješ, jih neguješ, da ohranjaš stik z vsemi temi bitji, do katerih imaš dostop? Kako poteka in pa seveda, kako potem pomagaš na podlagi tega tudi drugim? Ja, takole je. Pač zjutraj, ko vstanem, najprej pač dam zdrave sestavine v svoj telo, pospravim, brata zrihtam, potem njemu pripravim pač ta najin ritual, vmes grem delati vaje, da sem fit, se pravi pač te pilates, pa raztegovanje, pa malo builderskih vaj, sicer zdaj brez uteži. Potem pa, vedno sem, bom rekla, preklopljena, sem skozi sem, bom rekla, v stiku s svojo notranjostjo. In potem malo z bratom poklepetava, malo ga naspediram, imam pač tudi dva mačkončka, ki se tudi z njimi pol malo poigram in tako. In seveda pol pridejo kakšni klici pač od ljudi
za pomoč, tako in drugačno. V glavnem so pač ljudje, ki imajo razne take težave, ki ne vejo, kako življenjem naprej, so se nek ustavili, ali pa taki, ki pač bi rad imeli fit telo, shujšali, preoblikovali se, tudi športniki, za diete, za treninge, potem kakšni s psihiatričnimi težavami ali pa z duševnimi stiskami, pa takimi, ki hočejo pač malo duhovno napredovati ali pa osebnostno rast. Se pravi, ti za njih kanaliziraš določene informacije, kaj ne naredijo, ali na kakšen način to se povežeš z bitji okrog sebe in ti pokažejo? Nič ni to, jaz znam samo dobro poslušati človeka. In znam se toliko, bom rekla, uživeti, v duhu pač začutim, to pač enostavno začutim, da jaz recimo tistega človeka, ki ga pač imam, ko ga tretiram, čutim njegov obraz na sebi. To pomeni, da jaz potem skozi njegove oči gledam tisto, kar on meni pove, in potem jaz dam iz sebe ven vse tisto, kar najbolj znam, v ta moja znanja, modrosti, ki jih imam, pač v obliki hrane, kako se zdravo prehranjevati, kako telovaditi, kako to, kako ali pa pač te duševne, bom rekla, težave, ki jih imajo, kako se pač postopati počasi, tako in tako in tako. Z ljubeznijo, pa kako odpustiti. Tako, to vse pol pač razložim tistemu, ki me pač sprašuje. Ker veliko ljudi je ranjenih kot otroci, pa te rane še vedno nosijo s sabo, ker nihče ni uspel slišati njihovih ran. In ti si mi rekla, da kako ima tvoj brat težave in kako ga ti danes, če ima težavo, objameš. Seveda, objameš, pocrklaš ali pa daš tako besedo, da ga dvigneš. Saj tudi sama veš, imaš izkušnje z mano, kako dam tisto besedo, da ja, poženemo, gremo, to res iz srca dam, to moč svojo. Jaz pač osebno imam tudi sama to sposobnost, da če jaz nekoga odobravam, recimo odobravam tebe, pa hočem, se zbudiš zjutraj, pa nisi čist, bom rekla, naštelen, pa sam rečem, ne, jaz upam, pa telo že ve vse. Moj čudebeljak, recimo, telo vse ve. In tudi tle, pač odvisen, kdo je na uni strani, točno vem, kaj mu moram dati. Če pa, bom rekla, ne utegnem se jaz, da jaz z njemu tako, pa napotim, rečem, pejt, ta dela to, on dela tisto, pa se tam posvetuj, če pa kaj manjka, pa še vedno lahko pokličeš. V glavnem ni važno, zakaj se gre, znam ljudem pomagati. Skozi to, kar jih vidim, kar jih čutim. Ja. To jasnovidnost in jasnočutnost. In jasnoslišnost. In jasnoslišnost, ja. To so trije darovi, ki si jih ti prinesla s seboj in ki ti pomagajo, da svoje življenje pelješ na najbolj zate primeren način in seveda drugim pomagaš, da drugi lahko potem bolj uravnajo svojo pot, je tako? Ja, seveda, pač treba je svoje avtentičnosti izhajati, in imeti res tisto globoko željo, da želiš človeku najboljš, kar mu lahko daš. In potem nimaš kaj faliti. Ni treba toliko komplicirati. Samo odprt moraš biti, znati moraš poslušati na tak način, da slišiš. To je zelo pomembno, da mi poslušamo, da slišimo. Kako pa lahko vsak posameznik začne bolj slišati sebe? Ker pač večina ni rojena s temi vsemi darovi, ampak se da pa določene stvari tudi naučiti. Kako bi ti svetovala, da se to lahko začne razvijati? Ker jaz recimo skozi energijske vaje, skozi prehrano, skozi meditacijo, potem človek bolj
postane odprt za to, kaj ima vesolje za posameznika pripravljen in bolj čuti in potem naredi tisto, kar čuti, ne tisto, kar misli, ker tisto, kar mislimo, včasih ni glih najboljše. Ja, to, kar si zdaj naštela, to je ta temelj, začetek v bistvu. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa to, da si ti pošten do sebe. Če si že na taki ravni, da se že majčkeno znaš opazovati, da samemu sebi znaš reči Bobu Bob. Pa tako, lepe misli na en konc, grde na drug konc, potem pa šlihtaš lepo, to sem. Ko se enkrat tak mahar, da si to že naredil, potem greš pa spet ta en kup šlihtati in šlihtaš, dokler časa ne pošlihtaš vsega. Da v bistvu si res pretočen, da se zavedaš te svoje čistosti in da potem si tudi ponosen. Pri meni je tako, jaz se tega skozi zavedam. Jaz lahko, v polnoči lahko potrkaš na moja vrata, jaz se nič ne bojim, ker je vse je čisto, vse je jasno. Transparentno. Tako je. Ja. Pred časom sem gledala en videoklip na internetu, ko je ena deklica, 6 let stara, kakšna modrost, je rekla, da naši spomini so tako kot slike, fotografije v aparatu. Ta slabe slike mi vse zbrišemo. Noter postanejo samo lepe slike. In na isti način, zdaj, ko si ti govorila, me je samo na to spominil. To sortiraš, ta slabe pustiš, kaj se mi slabega dogaja in ostanejo tiste dobre stvari. Ja. Pri meni je ta, recimo, sreča, da jaz kot mlada punčka, majčken otrok, sem imela že to povezanost, ker sem se takoj zavedala. In to, bom rekla, furam, če se tako izrazim, skozi celo življenje. Jaz se samo zavedam sebe in sem ponosna nase, da sem to, kar sem in z veseljem, jaz se zelo hitro odzivam. Kdo tam zapiska, jaz sem že tam. Takoj pomagam. To te res usrečuje. To je res, da ti daješ tisto, kar imaš najboljš vseb not drugem. To je res taka velika sreča. Ja, bistvo našega življenja ni, kaj bomo mi dobili, ampak kaj bomo dali življenju. Najprej moraš dati. Potem pa že vidiš, kaj ti pride in sprejmeš. Dobili smo itak že. Tako, ja. Življenje. Tako je. To je največji dar. Zato pa tudi jaz takole rečem, da sreča zelo potiho potrka na vrata. In je dobro, da smo čuječi. Ker nikoli ne veš, kdaj pride tisto nekaj, kar je zate zelo pomemben. Najlepša hvala, Hana, za tvoj obisk v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete svoje darilo, ki sem ga za vas pripravila na www.bisernica.si/darilo. In se vidimo v novih epizodah oddaje Moj odnos do zdravja. Lepo se imejte.